rešen sem, če se ostalo izgubi, ti si tu. Za svobodo si nas osvobodil, živim za te, moj Gospod in moj Bog. Tvoja milost obnavlja se vsak dan, saj bolj mi dragocena je, zato sledim po veri ti. Ljubeznijo po milosti ves moj greh izbrisan je, dal si mi razlog, da te veslavim. Ne z močjo, ne z oblastjo, le po križu rešen sem, če se ostalo izgubi, ti si tu. Za svobodo si nas osvobodil, živim za te, moj Gospod in moj Bog. Tvoja milost obnavlja se vsak dan, bolj mi dragocena
Sveti Duh. Pridi, 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 Sveti Duh. Spregovorimo nekaj o binkoštih. Najprej vprašanje, zakaj se ljudje izogibajo Boga ali cerkve? Velikokrat ljudi obtožujemo za nevero ali brezbrižnost. Toda, ali je lahko razlog za to tudi dejstvo, da cerkvi primanjkuje znakov življenja? Živi ljudje se odzivajo na življenje. Bog je živi Bog. Jezus je vstajenje in življenje. On je vstal iz groba, toda tisti, ki ga predstavljamo, pogosto ne predstavljamo ostalega življenja. Prav tipično je, da se religija pojmuje kot povzetek brezčutne korektnosti. Ne preveč užitka, prosim. Vse mora biti pod kontrolo. Ne dihaj, Bog je tukaj. Če nimamo ali ne pokažemo nekaj znakov življenja, kdo bo sploh mislil, da je Bog med nami? Krščanski svet po velikonočnih praznikih praznuje binkošti, prihod Svetega Duha in rojstvo cerkve. Kaj se je zgodilo na binkošti? Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Sveti Duh je prišel s hrupom, kot bi se bližal siloviti vihar. Splamtelo je glasno slavljenje, čaščenje v novih jezikih, ker so bili vsi zbrani, napolnjeni Svetim Duhom.
Krst Svetem Duhu je krst življenja, energije, vneme. Čaščenje Boga je najboljša priložnost za izražanje naše radosti čustev. V čaščenju, slavljenju Boga bi morali dovoliti svojemu duhu poleteti brez obtežitev in strahu pred družbenimi navadami. Izguba prave vere, ki daje življenje, potlači naš temperament čustva. Nažalost, danes mnogi rabijo dodatne substance, da bi se lahko sprostili, ki jih na koncu pelje v odvisnost in uničenje. Biti izpolnjen Svetim Duhom, ki se je razodel na binkošti, je znatno boljši način. Hrepenenje po Bogu, Božje veličine, vneme in čaščenje bi nam moralo omogočiti biti to, kar smo, goli pred Bogom in preobraženi po moči in delovanju Svetega Duha v našem življenju. Binkošti nam govorijo, da se je rodila cerkev, ki je bila polna življenja. Sveti Duh je izpolnil in spremenil njihova življenja. Doživeli so notranjo svobodo od greha, frustriranosti, praznine in podobno. Kakšno je tvoje življenje? Kaj ali kdo te izpolnjuje? Zakaj ne bi dal priložnosti Svetemu Duhu? Jezus je obljubil. Na zadnji velik dan praznika je Jezus stal in zaklical: če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor vame veruje, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je rekel o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličan. Povej Jezusu: želim več spoznati o tej obljubi, več o Svetem Duhu, tej živi reki. Jezus, prihajam k tebi, odpusti moje grehe, krsti me v Svetem Duhu. Če imaš Sveto pismo, beri apostolska dela, 1. poglavje, 2. poglavje, 3. poglavje. Tam je govora o prihodu in delovanju Svetega Duha, o rojstvu in življenju cerkve, kakršno si želi in gradi Bog. Če nimaš Svetega pisma, piši nam in ti ga bomo podarili. Če ne hodiš v cerkev, poišči si cerkev, ki je živa in odprta za delovanje Svetega Duha. Lep pozdrav, želim vam blagoslovljen binkoštni čas praznikov.